zame se najprej postavi prvo vprašanje, ali bomo v Evropi še imeli skupno kmetijsko politiko, ki bo evropska kmetijska politika, kakršno gojimo že zadnja 3-4 desetletja. Vlagamo 30 do 40% sredstev, evropskih sredstev v kmetijsko politiko, zato ker stavimo na to, da naj evropski kmet preživi in naj ima Evropejec poceni hrano. Zato ključno vprašanje, ali bomo po TTIP-ju še imeli skupno kmetijsko politiko. Drugič, koristi. Prihajam iz države članice, ki se je 11 let nazaj vključila v Evropsko unijo in po 11 letih ugotavljamo, da imajo ključne koristi na področju kmetijstva velike trgovske verige in pa največji playerji na tem področju. Bojim se, da bo z TTIP-jem se ta zadeva samo še prenesla na večji nivo in se sprašujem zelo resno, kdo bo še v takšni državi, kot je naša, lahko proizvajal hrano. Govorim o teh malih družinskih kmetijah. In tretje vprašanje, standardi. GSO, kloniranje, hormoni v govedoreji, klavnične tehnologije. Ali se bomo zadovoljili samo s tem, da bomo zapisali, tako kot je v tej resoluciji, dosledno vzdrževanje standardov o varnosti hrane ter živali in ljudi. Ali bomo imeli bolj konkretna vprašanja in pa predvsem odgovore na to, kar bomo morali tudi evropskemu potrošniku povedati, preden bomo dvignili roko za takšen sporazum.